Dobro večer. Tako, ura je čas, se reče, ne? Zdaj ne na to uro gledati, ne? Če boste na to uro gledali, bomo tu lahko, kakor dolgo bomo hoteli. Ta kaže skozi teh 17:07. Sploh ne rabimo iti, ne? Po tej uri že zamujam, pravzaprav. Ja, je pa res, da čez 2 uri še vedno toliko. Je pa tudi res, da 2krat na dan pokaže točen čas, ne? Ja, pa tudi na njih. Ja, seveda. 2krat na dan je absolutno točno. To, kar so redke ure, ne? Ja, to, kar so redke ure, ne? Samo ne vsak dan. Vsak dan se Ne, vsak dan, ko predstavlja ono, ne. A ja. Ja, takrat, ne? Tudi takrat. No, ampak vsaj pol leta je točno. Tudi takrat. Takole, fino, da se spet vidimo, še pred zadnjič v tem letu, ne? Pa se bomo rekli srečno novo leto, pa se bomo v novem letu videli, ne? Verjamem, da ste pogledali, o čem bo danes tekla beseda. Torej nekako prihajam v drugi del tega našega, rečemo, izvajalskega opusa. Za danes imam namen vam predstaviti takole zborovsko, to spravi vokalno glasbo. In od tukaj dalje seveda je logično nadaljevanje. V decembru si bomo še pogledali vokalne soliste in solistke, zato da vidimo, kako se ta vokalni opus zaokroži. Z novim letom pa imam namen seveda predstaviti inštrumentalne, rečemo, mojstre in mojstrice in se sprehoditi nekako po inštrumentih takšnih in drugačnih. Ok, vokalna glasba, zdaj sem razmišljal, naj začnem na oni strani, to se pravi pri posameznikih in posameznicah, ali pa potem naredimo zborovsko oziroma večglasno vokalno glasbo, ali pa takole. In se mi zdi pravilno, da najprej gremo in se pogledamo pravzaprav neke združene vokalne skupine, kaj to pravzaprav pomeni. Saj v Sloveniji veste, da je nekako povedano, da 2 Slovenca predstavljata že pevski zbor, ne? Sploh, če vmes med njima še Štefan. Štefan, mislim... Ja, nekoč se je temu tako rekel, se vedi. Ja, en je Janez, en je Lojze, zraven pa je Štefan. In če so vsi trije, potem je zagotovo pevski zbor popoln. No in sej, pa so to popravili, pa so rekli, 2 Slovenca sta že 2 politični stranke. Kakorkoli, vokalna glasba oziroma petje v zboru, petje v skupinah je mogoče najstarejša oblika muziciranja. Vokalna glasba je zagotovo prednjačila pred inštrumentalno glasbo, zaradi tega, ker inštrumente, to se pravi glasbila, je bilo potrebno najprej narediti, da so jih potem začeli uporabljati. Medtem ko vokal, glas nam je pa na nek način le dan in so ljudje se seveda združevali skupaj in so skupaj prepevali. Zdaj, kakšno je bilo to prepevanje, mi čisto natančno ne vemo, ampak vemo pa, da so imeli že zborovsko petje v stari Grčiji, to se pravi več kot 3000 let nazaj, kar pomeni, da so znotraj drame, to se pravi znotraj njihovega gledališča, so imeli zbor. In zbor je seveda imel neko vlogo in so prepevali ob seveda tudi spremljavah glasbil. Glasbila so pa takrat bila namenjena zgolj več ali manj nekemu intoniranju, nekemu skupnemu igranju skupaj z zborom. Torej, glasbila so bila podrejena vokalu. In to je ostalo kar precej časa. Inštrumentalna glasba se je kasneje začela osamosvajati in postati nekako svoja enota za sebe ob vokalni glasbi. No in če pogledamo zgodovino tako na dolgo, potem vidimo, če so bili inštrumenti nekako podrejeni najprej vokalu, potem so se osamosvojili, ampak hkrati se je pa seveda spet začelo dosti krat združevati vokalno in inštrumentalno glasbo in to se združuje seveda še danes. Zdaj, glasbene oblike, ki so recimo v zgodovini glasbe, sploh evropske glasbe, bile namenjene vokalni glasbi, so izhajali iz razno raznih običajev na nek način,
ali pa, rečemo, posebnosti določenega okolja, določenega časa. Jasno je, da največ vokalne glasbe, če bi opazovali tako muzikološko gledano, ali pa oblikoslovno muzikološko gledano, bi našli na etnomuzikološkem področju, to spravi bi našli v veji etnologije oziroma ljudskih narodnih pesmi in tam je seveda petje predstavljalo ne samo druženje in prepevanje v neki skupini, ampak je za ljudske pesme, pa za narodne pesme, kakorkoli hočete, je značilno tudi, da so to pripovedne pesmi. Zdaj, že beseda pesem v slovenskem jeziku nakazuje dvoje, nakazuje pesem kot pesem, to se pravi ta recitacijski moment, in pesem, ki se jo poje. Mi imamo en izraz za oboje, če rečemo, a poznaš tole pesem, razumemo in pesem in peto pesem, to se pravi in glasbeno in recitatorsko obliko. No in ljudske pesmi so bile pripovedne pesmi in so bile seveda hkrati tudi vokalne skladbe, predvsem v tistem pomenu pripovednega momenta, kar pomeni, se je začelo jo peti, ne vem, v ponedeljek popoldne, pa se je v četrtek bilo približno na polovici. In se je pelo in se je pripovedovalo skozi njo, pripovedovalo se je razne zgodbe, pripovedovalo se je mite, legende, pripovedovalo se je, a veste, po vsakih velikih bitkah, ki so kje bile, so nastajali neki heroji, so nastajali neke zgodbe. In to je bilo, recimo, če bi nekdo samo sedel, je bilo to lahko malo dolgočasno, če vam je sam pripovedoval, pa je bilo tisto, pa je bilo ono, tisti ta pravi, ki so to znali, so to pretvorili kar v neke pesmi in so prepevali, zraven so imeli neko glasbilo, ki jim je služilo na nek način tudi zato, da so sebe, mogoče rečemo glasbeno podprli, po drugi strani pa je lahko, če je bil nekdo dovolj spretni na tisto glasbilo, lahko malo vmes nekaj zaigral, pa se odkašljal, pa če nič drugega, seveda med 99 in 100 kitico imel minuto pauze in potem je nadaljeval. To so bile te, rečemo, etnološke oziroma muzikološko-etnološke pesmi, ki so bile večinoma pripovedne. Niso bile seveda namenjene nekemu umetniškemu izrazu. Zdaj, če bi to pogledali okrog celega sveta, bi lahko našli oziroma bi našli in se najde praktično v vseh ljudstvih, pri vseh ljudstvih, v vseh kategorijah, na vseh časih in tak dalje, v vseh prostorih, se najde pesmi, ki opevajo razne tamkajšnje mite, legende, naravo in tako dalje. To se pravi, Evropa kot takšna ni neka posebnost tukaj. Imate pesmi, afriške, aboriginske iz Avstralije, mislim, skratka, kjerkoli so, karkoli. In ta peti element je marsikje ostal tudi v duhu pripovedi. Težko boste našli ljudske pripovedovalce, ki ne bi vmes peli. Oni pripovedujejo, hkrati pojejo, hkrati dodajajo neke melodične elemente. Ok, spet, če se vračamo nazaj v Grčijo, Grčija recimo 3000 let nazaj, ko razvija svojo dramo, svoj dram, uporabi zbor kot enega od elementov znotraj drame, ki je zbor tisti, ki pripoveduje. Ki pripoveduje vmes, kaj se dogaja na odru, junaki, junakinje, se veste, kak so bili to bogovi, ki se spustijo na zemljo pri njih, ki so povzemali človeške podobe, so nastopali in tako dalje in tako dalje. In zbor je bil tisti povezovalec med gotovimi dogodki, zato da se dialog, recimo, saj dialogos je grška beseda, dvogovor, ki se v drami dogaja, se je dogajal samo parcialno na gotovih delih, vmes je pa zbor povedal daljšo zgodbo, pa je spet bil nek dialog, skratka, ok. No in tale zbor iz grške drame je na nek način postal tista oblika zbora, če rečemo, evropsko formiranega, ki pozneje prevzame vlogo v, recimo, zgodnji renesansi, sploh renesansa, barok se začneta ozirati nazaj v grško kulturo in tako dalje, od tam pa tisti zbor. Zdaj, vokalna glasba, če rečemo, da so bili najprej posamezniki in posameznice, ki so prepevali, sicer jaz tako rad uporabljam te oblike posamezniki in posameznice, ampak v zgodnem renesančnem in predrenesančnem obdobju teh posameznic ni bilo kaj dosti.
zato ker jim ni bilo dovoljeno, preprosto, ne, ne zato, ker pač ne bi znale ali pa ne bi imele posluha ali pa kaj znam kaj, ampak ker jim ni bilo dovoljeno. In zato imate recimo sploh znotraj Evrope, Nemčija, Nizozemska, imate mnogo teh potujočih pevcev, ki so ravno vokalno glasbo, ki so ravno pesem ponesli, malo da ne po celi Evropi, malo da ne po celem svetu, lahko rekli. Zagotovo ste slišali, ne vem, za tako imenovane nemške mojstere pevce, ne? Še celo zgodovina, ja, jih tretira. Bili so gradovi, kjer so imeli tekmovanja, mojster pevci, nemško so tudi bili Meistersinger. Ta drugi so pa bili Minnesingeri, Meistersingeri in Minnesingeri. To so bile oblike seveda potujočih vitezov, potujočih pevcev, ki so potovali po svetu. No in ti mojstri pevci so se dejansko mojstrili, kaj ti glasba je nekoč spadala v obrti, enako kot čevljarstvo, mizarstvo, karkoli. Obrt, ne? Obrt. In ta obrtna znanja so se, kaj je značilno za obrti, ne? Da se prenašajo, da ni šole kot takšna, ampak se prenašajo preko mojstra na vajenca, ki spet, a veste, ta sistem je bil, ne? In mojstri pevci, ne, so bili pač tisti, ki so bili v hierarhiji pevcev najvišje, ne? In potem ste imeli razna tekmovanja teh mojstrov pevcev. Eno večjih takih znamenitih mest je Nemčiji grad, tako Wartburg, ne? To ni samo avto, ne? Ampak je to tudi grad. Ja. No in tam so seveda bila tekmovanja z teh pevcev in tako dalje, okej. Ampak ta vokalna glasba je seveda potrebovala tudi v to, da so se ljudje ob raznih prilikah združevali in prepevali hkrati tudi te iste pesmi, ki so postale tudi znane, ker so jih ti mojstri pevci seveda prepevali. In ta zborovska glasba je bila seveda spet v osnovi, če sem rekel, da so bili mojstri pevci, ne mojstrice pevci, ne, je bila seveda moška. To so moški zbori bili in iz tega seveda izhaja nek primat v zgodovini gledano renesančne baročne glasbe, ki je večinoma potem narejena za moške zasedbe. Okay. Ko pa danes širše pogledamo vokalno glasbo, pa lahko ugotovimo seveda, da hvala Bogu teh razlik več ni in da je zborovska ali pa vokalna glasba izjemno prisotna, kamorkoli se obrnete. Vsako mestece, vsaka vasica, vsaka družina že ima svoje pevske zbore, svoje skupine glasbene in tako naprej. In ravno ta množičnost tega združevanja botruje različnosti vokalnih glasbenih zasedb. Jasno, vsi poznamo, če zdaj gremo od največje, najmnožičnejše, tako imenovan množični zbor, oziroma mešani zbor, kar pomeni dejansko mešani množični zbor, pomeni, da v njem prepevajo vsi. To pomeni otroci, mladina, starejši, moški, ženske. Spravi, kdor ima čas, bi lahko rekli, pa je tisti dan prost. To je množični mešani zbor. To je res tista najbolj množična oblika, ki ne selekcionira in se ne reče, aha, to pa so ti glasovi, pa ti glasovi, pa ti glasovi. Okay, to je množični pevski zbor. In seveda v tem smislu je takšnih uradnih velikih zborov kar nekaj na svetu, ampak se ne ukvarjajo, rečemo, profesionalno s tem, ampak so to bolj združevanja ljudi ob gotovih praznikih, trenutkih in tako naprej. No, če pogledamo potem malo širše, nekoliko manj širše, imamo tako imenovan mešani pevski zbor, kar pomeni, da imamo moške glasove in ženske glasove, ki se seveda delijo. Ženske glasove delimo na soprane in alte, moške glasove delimo na tenorje in base. Ta naziv izhaja pravzaprav iz renesančnega časa, kjer ta beseda tenor, basus ne predstavlja glasu kot takšnega, ampak predstavlja pozicijo, višino petja. Altus, sopranos pomeni nad, alto je nad moškim, alto, potem pa tenor in pa basus kot najnižji.
hočem reči pozicijo tudi, hkrati pozicijo zapisa v partituri in hkrati zvočno pozicijo, kjer se glas ali pa zvok seveda petja nahaja. Potem pa seveda v baroku, če rečemo, se pa že ločijo počasi ženske zasedbe lahko, gotove, ženske zasedbe, s tem, da niso bile najbolj priljubljene, ker ženskam še vedno ni bilo najbolj dovoljeno prepevati, ampak so že oblikovane, in pa moški zbori, kjer pa dobijo, moški zbor pa dobi seveda še en glas, ki je vmes, dobi tako imenovan prvi tenor oziroma kantus, ta prvi tenor, potem dobi drugi tenor oziroma tenor, potem pa dobi bariton. Bariton pa se nahaja nekako med nižjim tenorjem in med tistim basom. Tenor. Ženski glasovi se pa delijo seveda na prvi in drugi sopran in prvi in drugi alt, če gledamo po vrsti. Čeprav imate potem v vokalni glasbi, ko bomo šli na soliste in solistke, imate pa potem še drugačne delitve, ki se pa delijo glasovi, seveda po načinu petja, po barvah, pa imate recimo koloraturni sopran, pa imate takšni tenor, lirični tenor, skratka, tam to nima toliko veze za zborovsko glasbo, ampak o tem bomo govorili tam. No in če imamo zdaj razdelitev ženskih glasov, moških glasov, imamo pa še tukaj seveda mladinske oziroma rečemo mladinske otroške zbore. Ti se pa ponavadi ne delijo po imenih, pa ni sopranski glas, tenorski in tako dalje, ampak se reče samo prvi, drugi, tretji glas. Pod prvi glas se vedno smatra najvišji glas, kot večja številka je, tretji, četrti glas, nižji glas je. Otroški mladinski pevski zbori se danes večinoma razume tudi kot neki šolski zbori, zato ker, hvala Bogu, v Sloveniji imamo še kompletno vertikalo glasbenega pouka oziroma glasbene vzgoje, od vrtca naprej, se imate tudi zbore v vrtcih. In ta vertikala seveda je zelo pomembna, ker se otroci že srečujejo pri rosnih 5-6 letih, se srečujejo pravzaprav z glasbo in lahko sledijo glasbi vse tja do univerze. Tudi v svetu je tako, ampak ni pa tako dobro urejeno. Ampak, če rečem, da imamo otroške pevske zbore, pod otroške pevske zbore se smatra resnično tiste otroške glasove, tam recimo do 10. leta nekako. Potem po 10., v 12. letu do 15. leta so že mladinski zbori, kajti otrok začne prehajati v obdobje mutiranja, to se pravi obdobje spreminjanja glasu. In seveda, ko pride do tega, iz otroškega glasu ratuje mladinski glas, mlad glas, in so mladinski zbori približno vsebujejo otroke tam med 10. in 15. letom, potem pa imate tudi znotraj tega lahko še mlajši mladinski zbor, starejši mladinski zbor, in potem se pa začne po mladinskem zboru, do mladinskega zbora se ne loči fantovske, dekliške, čeprav se tudi lahko rečemo tudi dekliški mladinski zbor ali pa fantovski mladinski zbor. Otroški zbor ponavadi se vse da kar v isti koš, potem se začne kome ločiti, ženski glasovi, moški glasovi. Ampak zdaj sem samo naredil eno hitro takšen pregled po glasovni poti. Seveda po drugi strani imate pa razlikovanje zborovske glasbe tudi po številčnosti. To se pravi, če sem začel prej množični zbor, tisti ta velik zbor, ko je noter vsak, ki ima čas, seveda se pa začne recimo zbor, če tako rečemo, 2, 3, 4 pevci ne morajo biti zbor, ampak se takrat govori o, seveda, če eden se ne govori o zboru, ampak o solistu, če sta dva se govori o duetu ali pa o duu, če gre za iste glasove, potem imate trio, potem imate kvartet, kvintet, potem imate sekstet, če je 6, septet, če je 7, oktet, če je 8, in pri številki 8 se že začne seveda oblikovati tudi zasedba kot takšna, kjer se jo lahko definira ženski oktet, moški oktet, kajti pri 8 glasovih že lahko imate, če rečemo delitve, dva soprana, to se pravi sopran alt, oziroma prvi sopran, drugi sopran, prvi alt, imate po 2 pevke na vsak glas, kar pomeni, že imate lahko dobro zasedbo, isto pri moških zasedbah,
Imate lahko dva prva tenorja, dva druga, dva baritona, dva basa. Čeprav pri kvartetu je to tudi že možno, ampak kvartet še ne predstavlja, to se pravi, da bi imeli po en glas na vsakega. To se pravi, en prvi se pravi drugi alt, prvi alt, drugi alt. Ampak pri kvartetu še ne govorimo o zboru, še ne govorimo o zborovski zasedbi, ko imamo pa dva na en glas, pa pride skupaj seveda 8 pevcev oziroma pevk, pa govorimo že o oktetu, ki je pa lahko mešan oktet, lahko je moški ali pa ženski oktet. No in potem, če oktet kot takšen podvojimo, pridemo do številke 16, ki pa predstavlja nekako eno takšno osnovo, ko se poimenuje komorni zbor. To je pa komorni zbor, kjer pa imamo po 4 pevce oziroma pevke na en glas, kar pomeni, pač en glas zasedajo 4 enaki glasov, imate komorni zbor, pa imate lahko komorni moški zbor, ženski zbor, mešani zbor in tako dalje, do večjih zborov in tako dalje. Funkcije zborov, če zdaj gremo še na funkcije zborov, hitro, imate tako imenovane skupine, ki pojejo. Brez glasbene spremljave imate skupine, ki pojejo. Za glasbeno spremljavo imate še vedno skupino, ki je zgodovinsko gledano najbolj podobna skupini izpred grške drame tiste 3000 let nazaj. Začnem tukaj. Tista skupina, podobna grški drami, je zbor, ki nastopa v operah. Operni zbor, današnji operni zbor je direkten dedič seveda grške drame. Zakaj? Zato, ker ima svojo funkcijo pripovedovalca, komentatorja, česarkoli znotraj nekega opernega dogajanja. In seveda, tisti, če ste kakšni ljubitelji operne glasbe, potem veste, da obstajajo iz oper raznih Verdijevih in tako dalje. Obstajajo seveda solistični partiji, obstajajo arije in obstajajo seveda znameniti zbori, znameniti zborovski odlomki, ki jih seveda komponisti predvidijo zaradi tega, ker imajo na odru seveda tisto množico nekih ljudi. Je pa to seveda del tudi celotnega dramskega dogajanja. Se veste, da opera je neka zgodba, kjer se ponavadi dogaja nekaj med solisti in solistkami, to se pravi med čistimi temi glavnimi vlogami, in pa med maso ljudi, zbori, meščani, meščankami, skratka tistimi ljudmi, ki so takrat tam zbrani. No in to je neka struktura opere, ki je dedinja grškega gledališča, ki je ohranila obliko zbora kot komentatorja znotraj odrskega, recimo, spektakla. Drugi zbori pa lahko pojejo oziroma izvajajo svoje stvari z glasbeno spremljavo ali brez. Če izvajajo brez glasbene spremljave, se imenuje to tako imenovano petje a cappella. Pisano a posebej, c, p, p, e, l, l, a cappella. Kaj to pomeni? To pomeni seveda, če bi to prevajali, bi rekli iz kapele, ali pa tako kot v kapeli. Ja, na nek način je to povezano s petjem v kapelah, to se pravi s to predkrščansko oziroma s krščansko tradicijo zbora v cerkveni, recimo, tradiciji, ampak po drugi strani pa temu ni čisto tako, ker tisti zbori, ki so peli pravzaprav v cerkvah, so imeli ponovadi glasbeno spremljavo, bodi si orgel ali pa harmonija ali pa skratka nečesa, nekega glasbila. Ampak a cappella pomeni seveda petje iz kapele brez spremljave, ker pa ko so ti zbori peli zunaj, se veste, da so imeli maše ponavadi lahko tudi od zunaj, ni nujno, da so to samo v cerkvah, so pa ti zbori ravno tako prepevali, takrat pa tistih velikanskih orgel niso mogli ven prenesti, in so peli brez glasbene spremljave, čeprav so imeli že takšne prenosne orgle, majhne orgle, ki so jih potem harmonije, se mi rekel, ko se ga je potem tak na pedale, se ga je gnalo kot bicikl, ali pa je bil nekdo zraven, ki je tisto vrtel, da je bil pač zrak noter in pač nekdo tamle malo orglav zraven. Skratka, a cappella pomeni petje tako kot kapela, kot v kapeli, brez glasbene spremljave, drugo imate pa zbore z glasbeno spremljavo. Zdaj pa, zbore z glasbeno spremljavo so lahko spet se delijo na dve skupini. Ena je tako, da imajo zraven nek orkestrček, orkester, ki se vsede zraven zbora, recimo 3, 4, 5 glasbenikov, ki seveda nekaj na inštrumente zraven igrajo in zbor, ki prepeva. Imate pa tudi možnost, da so znotraj zbora glasbila, to se pravi, da zboristi sami, nekateri nekaj igrajo, stojijo skupaj z njimi, ko ne igrajo, pojejo. Skratka, zbor kot tisti, ki je hkrati tudi sam sebi inštrumentalna
spremljala, recimo. Oboje je možno, ne? Ali pa je zbor plus neki orkestrček še. Ne? Zdaj, danes vseh teh oblik najdete v profesionalnem zborovskem dogajanju, koliko hočete, najdete tudi ogromno v ljubiteljskem glasbenem dogajanju, kolikokoli hočete, ljubiteljski zbori se nahajajo večinoma v kakšnih glasbenih društvih. Skratka, tega je res ogromno. Razumljivo je, da vam jaz vsega tega danes niti približno ne morem pokazati, bi vas pa želel seveda popeljati tako zelo strmo skozi nekaj teh vokalnih zasedb oziroma združen, zato da vidimo, mogoče jaz sem izbral tiste, pri kateri lahko neke posebnosti izpostavim in vam jih seveda na hitro pokažem. Ok, mogoče predno gremo v to, kakšno vprašanje z te strani od vas. To se mi zdi tako pošteno, da ne vrtim samo jaz vedno jezika, ampak mogoče jaz v tem svojem uvodnem monologu kot divji petelj in sebe poslušam, pa pozabim, da ste tudi vi ta. Ne, sej, jaz vam poskušam vedno na začetku teh naših srečanj narediti en takšen zgodovinski kontekst malo, zato da vidimo, odkot se stvari sploh pojavljajo, ker niso nikoli, veste, praktično v družbi, v kateri živimo, nobena stvar ni padla z neba kot sveža hruška, pa bi rekli, tako, buf, zdaj pa je, 100 let nazaj še tega pa ni bilo, ne. Ja, ni bilo seveda mobilnega telefona, ampak to nima veze z družbenimi odnosi našimi, ne, ravno obratno, krha jih, ne pa da bi jih. Ok, dobro, pa bi vas malo popeljal. Kje so pa kastrati v tej zgodbi? Kje so kastrati v tej zgodbi? Seveda so. Kastrati so v tej zgodbi tamle noter, ko niso smele ženske pet, ampak kastrati se bolj smatra, da so to solisti pevci, ki so nastopali pa v najzgodnejših oblikah opere in so imeli ženske perike gor, ženske obleke in drugače pa se uporablja v zborovski glasbi se uporablja beseda kontratenor oziroma kontratenor, to pa se na poseben način poje. To so pa moški, ki znajo pet v falzetni legi in pojejo na nek način enako močno, ker drugače falzet ni tako močen glas, kot je normalen moški glas, ampak je enako močno, ker je šolan falzetni glas in zveni ne toliko žensko, ampak zanimivo, to so falzetni glasovi, ki zvenijo malo da ne deško, ampak zanimivo, jaz ste imeli že priliko slišati, mogoče kakšnega kastrata, ne, kastrata niste, mislim, danes se tega več ne dela, hvala Bogu. Ampak hočem reči kontratenorja, ste imeli možnost že slišati. Zanimivo pa je, ko on govori z normalnim glasom, moškim glasom, samo poje v zgornji legi, poje pa v svojem, rečemo, nekem sopranskem delu. Zdaj, eden bolj znanih kastratov, če kaj zgodovino poznate, je bil Farinelli. Kako? Smo ga videli, tlele. Ja, tako. No, Farinelli je bil eden od teh zadnjih velikih kastratov, ki je posvetil pravzaprav vse izvajanju oper. In stvar je v tem, če se pač moškega v pravem obdobju in dovolj natančno kastrira, ne mutira in ostane tale deški glas. Ampak tale deški glas mu potem ostane tudi v govoru. In to so bili, seveda, to so bili pač umetniki, ki so posvetili svoje življenja, svoje telo, posvetili temu, kar so želeli početi. Če so bili dobri pevci, so želeli postati popularni skozi to, ampak vse to se še danes dela. Poglejte, kaj so ljudje pripravljeni pravzaprav svojemu telesu početi, zato da ostajajo popularni. Mislim, svašta so pripravljeni delati. In to je seveda isto tako veljalo tudi pred 400-500 leti. Mislim, to ni nič novega danes, ampak bili so pa izjemno cenjeni. Sploh operna glasba, zgodne opere so poznale kastrate, dokler ni nastopila ženska. Takrat se je ta vloga prvega pevca ali pevka delila. In v operi imate tudi ta dva izraza. Imate operna primadona. Primadona, pomeni prima je italijanščina prva, dona je ženska. Imate pa tudi primo uomo. Primo uomo in primadona
sta pravzaprav moški in ženski najvišje postavljen lik, ne? In primo uomo je bil največkrat v zgodnjih operah bil tenor, medtem ko ženska je bila sopran. Zdaj, ti najvišji glasovi so bili nekaj posebnega, ne? Ker, ne vem, bas je bil tisti, ki je bil preglajen, verjetno, ne? Mislim, hecam se, ne? Vse dobri basisti so bili, ne? Mislim, se bomo pogledali, ne? Ampak hočem vam reči, ta tradicija, seveda, kastratska tradicija ni tradicija zborovske glasbe toliko, ne? Ampak bolj izhaja iz tega, da ženske niso smele peti in nastopati, ne? Medtem ko v cerkvenih zborih so pa ženske že lahko prepevale, ne? Pa že imate ženski glas, ker tam so bile lepo skrite noter v koru, ne? Se jih ni videlo in tam so smele peti, ne? Sicer so morali zelo ponižno prepevati, ampak tam jim je bilo skoraj dovoljeno, bi lahko rekli, ne? Mislim, a veste, svet je bil vedno čuden, tako da ni sam čuden ta teden. Ja. Ok, čisto hitro. Bomo pa se jim gledati, točno. Ampak čez 10 minut bomo pa točni. Torej, vokalna glasba je najstarejša oblika glasbenega izvajanja, saj sta človekov glas in telo osnovni orodji, s katerimi je možno narediti neverjetne zvoke, skupne harmonije in glasbeno izkušnjo. Obstajajo seveda tudi zbori, ki pojejo oziroma ki izvajajo vokalno glasbo brez besedila, ampak tisto spada že skoraj na rob eksperimentiranja, tako da tisto bi na nek način malček na stran dal mogoče. Na svetu so obstajale različne vokalne zasedbe, pravzaprav v vseh zgodovinskih obdobjih in v vseh stilih. To se pravi, vokalna zasedba, se pravi, od ljudske pesmi, čistih narodnih oblik, čistih pripovedovalskih oblik, vedno najdete vokalne. Tudi najstarejši zapis, ne, ki je več kot 3000 let star zapis grške glasbe, je vokalna glasba. Ne. Je vokal, ki je zapis na enem nagrobniku ene pesmi. Skratka, ena hvalnica, ena oda, je majhna, kratka in Sikilova pesem se imenuje tisto, ne. In je glasben zapis in so se zelo trudili, oziroma zelo jasno, da so se trudili, da so razvozlali, kaj tisto je. In tudi je vprašanje, če so čisto natančno razvozlali, čeprav rečemo stroka pravi, da je zelo verjetno, da je tisti glasbeni zapis pravi, zato ker glasbeni zapis, če bi gledali zgodovino glasbenega zapisa, niso bile vedno note, ne, tako kot imamo mi danes, ni bilo vedno 5 črt, pa tom C od spodaj, pa tak dalje. Ampak so bile tudi, bila najprej samo ena črta, pa so bile 2, pa so bile kvadratne note, skratka, pisava se je razvijala čisto drugače, ampak izhaja pa vse skupaj iz vokalne glasbe. In tudi, če sem prej rekel, čisto samo tak za en kratek skok, če je vokalna glasba deljena na 4, ne, 2 ženska glasova, to spred 2 visoka ženska, sopran, alt, pa 2 moška, tenor, bas, ne, in predstavlja kvartet kot neko najbolj definirano glasbeno enoto, ne. Ko gledate inštrumentalno glasbo, je vse narejeno pravzaprav po tem istem vokalnem principu. Imate pihala, ne, trubila, to spravi, imate prvo violino, ne, drugo violino, prvi, drugi, kot da bi imeli prvi, drugi sopran, ne, imate violo, ne, imate violončelo, imate kontrabas, ne, imate trobento, imate rok, imate pozavno, imate tubo, ne. Vse je narejeno po, a veste, isto, ne, oboa, klarinet, pikole je tu gori, no, klarinet, kaj gre dol? Recimo, ne, spodaj pa je fagot, ne, mislim, imate, če ste prej saksofone omenili, imate sopranski saksofon, altovski saksofon, tenorski saksofon, bas saksofon, mislim, vse je, to spravi, vokalna glasba, to nam kaže, da je vokalna glasba tista osnova, iz katere je išlo, ne, če sem rekel godala, prva, druga violina, prvi, drugi sopran, ne, viola je alt, violončelo je tenor in kontrabas je bas. Te iste strukture so, ne, zato pravi, vokalna glasba je mama strukture razumevanja inštrumentov, ne. Okay. Seveda zbor kot takšen, ne, pravim, da je današnji svet pozna seveda odlične zborovske zasedbe, pa naj gre za komorne zbore, torej te manjše, ne, ženske ali moške zasedbe, otroške, mladinske zbore ali pa za najbolj razširjeno, najbolj pogosto obliko, to je mešan pevski zbor oziroma tisti res množični zbor, ne vem, kot da bi rekel zbor Rdeče armade, ne,
pa bi še njihove žene pa otroke zraven vzeli, ne. A veste, ko je na odru 200 pevcev, ali pa imate tudi združene zbore, tako imenovane združene zbore, ko imate včasih pri kakšnih proslavah se 4-5 zborov skupaj združi, 200-300 pevcev skupaj. A veste, se zmenijo za eno pesem, pa jo skupaj zapojejo, mislim, to zagrmi tak, da orkester lahko sam pospravi inštrumente, ne. To je stično, ne? Ja, recimo, ja, stična je ena takšno združevanje pevcev in pevk, ne. Ja. To je to, ne. Ali pa partizanski pevski zbor je nekoč, ne, ali pa. Spred, to so ti. Ja, izvolite. Je pa tudi dan zborovske glasbe, ne, v svetovni dan. Seveda, je tu svetovni dan glasbe. Zdaj v decembru. Tako v decembru, ja. A veste, zborovska glasba na svetu je mogoče res najbolj množična oblika glasbenega udejstvovanja in na ljubiteljskem in na profesionalnem področju, ne. To je mogoče res ena takšna res velika skleda, ne. Se zato je Beethoven napisal Odo radosti za zbor, ne. In je rekel, ne, da naj vsi ljudje zapojejo skupaj, ne, pol bo mir na svetu, ne. Jaz tudi mislim, da če bi ljudje več peli, pa manj če peli, bi bilo bistveno boljše, ne. Ok. Kdor poje zelo ne misli, ne. Ja. Jaz vem, da sem videl že napisano, kdor poje zelo ne misli. To, če bi hoteli biti hudobni, tako rekli. Jaz še vedno rečem, kdor poje zelo ne misli. Ne misli zla. Naštejmo nekatere, s katerimi se bomo probali srečati. Recimo, Komorni zbor Monteverdi, eden od takšnih res znanih, ki izvajajo te srednjeveške glasbe, Komorni zbor Polifonij. Polifonija je ena od oblik načina petja, o tem bomo govorili. Karnevalsmusik, to se pravi pisano takole, čeprav boste videli, zakaj je musik napisano tako, ker je to stara oblika za pisanje glasbe. Pol so Sixteen, Trinity College Chor, Komorni zbor Rias, otroški zbor Velške katedrale, simfonični zbor Švedskega radija, zbor Arnold Schönberg, recimo eden velikih nemških zborov, Ars Florissant, Francosi, Westminster's Abbey, potem Fagiolini in pa še mnogi drugi. Skratka, čist tak na hitro, ti zgornji the best of. Kaj pa te dunajske dečki? Dunajske dečki. Bojo. Dobro, lepo jih poznate, bojo. In tam jih nisem hotel povedati, ker sem vas hotel presenetiti z njimi. Ja, ampak lepo poznate. No, vidite, ja, dunajski dečki, to so eni od takih, to je pravzaprav najstarejša glasbena skupina, ne, ki na svetu še vedno deluje. Se pridemo do tja, sem malo potrpljenja, ok, zdaj komaj 15 do 7. Morate mi dati čas, da se zaslužim kompletno honorar. To se pravi, Komorni zbor Monteverdi, nekako sem se probal potruditi, da sem vam tudi slikce od njih poiskal, zato da dobite nek občutek. Ne. Zelo klasična zasedba, klasična oblika, tudi vidite moški, ženski, tako so oblečeni in to je na nek način ta uniformiranost je tudi za zborovsko, rečemo celo obvezna za zborovsko dejavnost, ne. Zato da pač se tudi predstavijo kot enovito telo lahko. Ne. In zbori znajo danes biti oblečeni na strašno zanimive načine. Nisem to belo-črno kravate pa metuljčke, ne, ampak znajo marsikaj narediti z tega. Okay. Ampak to je nek klasičen zbor, za katere pravijo, če bi obstajala Nobelova nagrada za zborovsko glasbo, bi bili oni kandidati. Ustanovil ga je Gardiner leta 1964, gre za najvidnejši britanski zbor z izredno širokim repertoarjem, ki ima preko 500 posnetkov in več kot 20 samostojnih izdanih albumov. To je resen zbor, ki že, pravim, recimo 50 let, ne, ustvarja nekaj, ne, ampak s takšnim repertoarjem so oni eden vodilnih. Seveda se pa ukvarjajo predvsem z, recimo, glasbo določenega obdobja. No, ime imajo seveda po komponistu, po Claudiu Monteverdiju, kar pomeni, da se tudi na nek način s tem obdobjem enačijo. Dosti zborov ima po kakšnih kulturnikih, glasbenikih in tako dalje imena, ampak to vas naj seveda preveč ne zavede. Potem so tukaj komorni zbor, tako imenovan Polifonij, kjer pa gre že za eno mlajšo in manjšo
skupino, zato se imenuje komorni zbor. Komorni zbor. Zdaj, v čem je recimo boljši komorni zbor od množičnega zbora? Danes bi lahko rekli predvsem tudi v tem, da se ga da lažje premikati po koncertnih turnejah okoli. Komorni zbor se vsede 4 avte pa se odpelje, medtem ko množični zbor rabite 2 avtobusa, da jih spravite nekam. In mogoče je to tudi ena od, recimo, oblik, zakaj se komorni zbori toliko večkrat formirajo kot pa množični zbori. Zaradi te mobilnosti. In dobro, zdaj, karkoli to pomeni, oni so bili ustanovljeni leta 1986, še vedno smo v Britaniji. Stephen Layton ga je ustanovil, je to britanski zbor, ki združuje različne glasove, vendar predvsem mladih pevcev in pevk, to spravi mladi pevci. Tam noter, če ste gledali prej, so zreli glasovi. Tu so pa predvsem mladi glasovi, njihova literatura obsega stare partiture, vokalne glasbe, ampak tudi izredno sodobne izvedbe in eksperimente. To spravi, oni se podajajo pa že na polje te eksperimentalne glasbe, veste, ko se z glasovi počne marsikaj. Gre za najmanjši, najboljši zbor v svetovnem merilu. To so res drobčkan zborček, se postavijo na odrih, nikjer ni, ampak so pa pobrali pa nagrad že, vam povem, za eno debelo knjigo. No, rad bi vam predstavil, kako tudi majhen zbor, takšen zbor lahko poje recimo Bachov Janezov Passion. In prav zagotovo ne boste nič slišali, da bi kakšna zguba bila na zvoku. No, in tako dalje. To je v cerkvi snimano. Ja, zaradi naravnega okolja. Zato se to tudi ko sliši. Ja, ampak hočem vam pokazati, množični zbor, veste, jaz sem se kar precej zborostom tudi ukvarjal, jaz sem tudi sam imel kar nekaj zborov. Če imate dost pevcev in pevk, je to super zvok, ampak množični zbor mnogih pevcev in pevk ni tako gibčen, zato ker pač traja zvok dalje, ne morejo vsi biti hkrati in tako dalje. Gibčnost pridobivate z komorno skupino, sploh če imate dobro naštudirane pevce in pevke, glasove, lahko marsikaj počnete. In Bachova glasba, sploh Bachova je pisana za množične zbore, samo na 20 pa tiste majhne šestnajstinke, tiste hitre tone, tiste, ko imate vi na enem glasu 40-50 pevk, ne gre nikamor, ne gre. Ko pa imate mali zbor, 4, 5, 6 glasov, skupaj pa lahko tiste šestnajstinke hitro zapojejo. Ta gibčnost, ja, v cerkvi tudi, jaz sem 2 CD-ja snemal v cerkvi ravno zato, ker imate naravno akustiko. Ker tisto, kar se v studiu danes dodaja, neki dodaten odmev, pa ne vem kaj še se, nikoli ni isto, kot je tole. In oni so se tja postavili tudi zakaj? Zato, ker se pevci in pevke med seboj boljše slišijo v akustičnem prostoru, kot pa v studiu. V studiu sicer lahko imate večjo kontrolo nad snemanjem, ampak snemanje v enem velikem ambientu, kot je recimo cerkev, pa daje tudi pevcu občutek te moči zvoka, ki ga odnese. Saj, jaz sem vam pravzaprav hotel ta posnetek pokazati ravno zaradi tega učinka. Če bi vi to samo poslušali, bi imeli lahko mirno občutek, da je tam 50-60 članski zbor, kjer pa za komorno skupino, kjer vsak za sebe stoji. Jih je bilo res samo 10, recimo, da jih je v tem zbor. Je, ne? Sem mislil, če mogoče še kje skrit. Jaz sem pač na Akademiji za glasbo smo imeli svoj zbor. Profesor Janez Bolej nas je vodil, starosta slovenske zborovske glasbe. In jaz se spomnim, da smo imeli, sicer zbor je bil obvezen, ker je bil predmet na Akademiji in smo pol morali pod A biti vsi najprej tam, potem pa je imel, je pa pripravil koncert renesančne glasbe, baročne in renesančne glasbe in nas je zbral ven in je kar preprosto rekel samo ti, pa ti, pa ti in smo stali naenkrat iz tistega zbora, ker smo bili pač Akademija, ne vem, da se je bilo recimo pač 40, da se je bilo naenkrat sam, ne vem, tistih 16 ali pa 18 prestrašenih tam, A veste, in to je glasba, kjer recimo sva s kolegom bila sama na prvem glasu tenorja, zdaj pa 1 uro pa pol, 5 to, pa sam si skoraj, mislim, res ti teče nekje po hrbtu dol, ampak je pa, smo pa imeli koncerte, blazno uspešne koncerte ravno v Narodni galeriji, kjer je akustično, pravilno, dobro je postavljeno, lahko smo se postavili gor po stopnicah,
In to je bilo fenomenalno, vam pa povem po uri, pa pol koncerta, tako so se noge tresle, ne? Ker to stati pa pet, pa biti pravzaprav malo da ne solist, ne? Ampak je pa učinek toliko večji, ne? Ker to je tista gibčnost glasov, ne? Seveda smo bili veseli, ne? Ker ko smo pa skupaj stopili, pa so še naše punce prišle, takrat je bilo pa juhuhu pripevati, ne? Ker takrat tudi, če nisi usto odperil, se je vseeno slišala, ne? Ker so drugi namesto tebe delali. Ampak hočem vam reči, tale komornost, ne? Je na en način odlična zaradi izvedb, ne? Na drug način pa pevce in pevke izjemno izpostavi, ne? Izjemno ga izpostavi, ker mora res obvladati, ne? In če se to kaj zgodi, tam ni poti nazaj, ne? Če pa imate 5-6 pevcev na enem glasu, pa tudi če en malo rikne, ne? Bo že malo šlo naprej. To je pač to, ne? Ok? No, pol imate pa tele, Cardinals muzik, ne? Te je pa še manj, gledajte, 2, 4, 6, 8, 9, ne? Je pa še manj, ampak gre za britansko komorno skupino, ki je posnela do zdaj že 25 albumov. Oni se direktno ukvarjajo samo več ali manj snemanjem in s to glasbo, izvajajo angleško renesanso in predvsem skladbe 16. in 17. stoletja. Ker tam pa so bile te majhne komorne skupine skupaj z inštrumenti, ne? Tam je pa to skoraj bilo pisano na ta način, ne? Da niste imeli še množičnega zbora. Ob tem pa seveda tudi kompozicije sodobne, ampak tega nekoliko manj. Ustanovljeni so bili leta 1989, to spravi, gre za dost mlade skupine in zborovstvo ne predstavlja samo tisto blazno tradicijo, ampak predstavlja tudi neko novo izkušnjo. Za svoje posnetke so prejeli številne nagrade in priznanja, praktično so pa vsi vokalni solisti. Zato sem vam to tudi napisal. To je zborček 9 ljudi, ki so solisti na svojem področju. In to znajo seveda pretvoriti v neko glasbo. Jaz sem našel posnetek njihove vaje iz leta 2012, zato da dobite občutek, kako recimo funkcionira stara glasba v skupini, kjer so pa praktično samo solisti. To sem vam rekel, ne? Solisti. Praktično sami solisti, ne? In seveda zato gre za en poseben zvok, poseben ansambl, ki so seveda pripravljeni, bi lahko rekli, mnogo ur posvetiti temu. No, in potem so še pa zbor 16, ki dejansko predstavljajo 16, ne? To ne 16 let, ne? Ampak 16 jih je, ne? Plus dirigent na sredini, ne? Ki pa gre seveda spet za en tak sodobnejši zbor. Britanska vokalna skupina, ustanovljena leta 1970, njihov program obseda renesanse, barok, zgodnji klasicizem in sodobni čas. Izvajajo pa tudi izobraževanje v stilnem petju in to je pomembno. Oni so hkrati tudi inštitucija, so hkrati tudi šola petja. Imajo več kot 90 studijskih posnetkov in 12 samostojnih albumov. Leta 1992 so dobitniki največje nagrade na področju diskografskih izdaj. Sprej Gramofon jim je dala nagrado, ker so prodali in naredili ne vem kakšne turneje, mislim, s svojim repertoarjem. Evo, in recimo od Allegrija, kako zveni njihov Miserere. Odličen posnetek, pogledajte. Če boste kaj vokalno glasbo sledili vokalni glasbi, to je bila namreč posebnost, tako imenovani chori spezzati oziroma ločeni zbori, posebnost beneškega sloga, spravi Benetk, ne, zato, ker je Beneška katedrala imela možnost 2 korov, ne, in so imeli dejansko 2 zbora. In temu bi lahko rekli, ne vem, najzgodnejša stereofonija, ne. In so postavili 2 zbora, ki sta se med seboj tudi dopolnjevala, ki sta pela v odmevih, tako imenovanih odmevih, ne. In to slišati, ne, je nekaj popolnoma posebnega, kajti, če ste vi kot publika del nekega bogoslužja, ne, pa slišite en zbor tam, pa en zbor tam, ne, vas naenkrat ta zvok vas objame in ne veste niti odkot vsi ti zvoki prihajajo, ne, in to je posebnost. Ok. Se kar dlake mi lahko stopijo po sliki. Pa se to še kje izvaja danes? To je posnetek z leta 12. Ne, tako. Seveda, chori spezzati se izvaja. Ja, se izvaja. To je en način, ki ta dobri zbori morajo to znati tudi, ne. Vi imate zbore, recimo od Galusa, kjer je prav predpisano za 2 zborje, ne, za 2 zbora, ki jih postavite posebej nekje, ali pa posebej soliste plus zbore. Ja. To ni nekaj, ampak zato je treba znati, ne? To je treba res znati, ja. Ni dovolj, da samo postavite 4, ki si upajo, ne? Ampak morate postaviti tudi 4, ki nekaj znajo, ne? No, pol imate pa že tele zbore, če sem vam prej rekel, po vertikali navzgor, college, ne? To so zbori univerz oziroma high school, visokih šol, srednjih šol in univerz, ne?
Za te zbore, kaj je za te zbore značilno, ne? Če sem do zdaj imel zbore, kjer imajo več ali manj stalne zasedbe, ne? Ti zbori pa imajo veliko fluktuacijo, ker ko študenti nehajo pač študirati na gotove fakulteti, grejo, ne? In vsi ti velike fakultete imajo svoje zbore, Oxford in tako dalje, imajo svoje zbore, ampak študenti pridejo pa grejo, ne? Pridejo pa grejo, zbor ostaja, ne? In seveda tu, če vi vlovite recimo dobro generacijo, je lahko zbor vrhunski, 2-3 leta zatem pa ni dovolj dobre generacije, zbor spet pade. To se pravi, ni zbor mišljen kot neko telo, ki so vsi člani tega zbora, ampak so člani znotraj fakultete. No, in Trinity College je en takšen zbor, ki je zbor iz Cambridgea, leta 11 so prejeli naziv svetovnega najboljšega zbora, Gramofon jim je to podelil, leta 12 pa naziv najboljšega vokalnega izvajalca za Grammy. Grammyja so dobili. Čeprav so bili ustanovljeni pa leta 2006. To gre pa res za skupino, ki je zdaj 11 let stara, bi lahko rekli. Ne? Ampak zdaj spet, če rečemo zdaj ravno leta 15-16, pa ne predstavljajo več neke dobre skupine, zato ker so študenti iz tegale obdobja 12 so odšli. Ne? Ja, so šli pač po službe, so nehali študirati in tako dalje. Ne? In po pravilih, ne, če ni član fakultete oziroma univerze, ne more sodelovati v zboru. Ne? Ni tisto, pridi ti, če imaš čas še malo prepevati k nam. Ne? Vsako leto so več mesecev na različnih turnejah, to pa še vedno, ne? Posneli pa so že 8 albumov preko 100 skladb, čisto tak za podatek. Zdaj seveda, oni grejo pa na turneje tudi zato, da se izmenjujejo med fakultetami, med šolami, malo potujejo. Ne? No, ampak recimo... A ni to presenetljivo, da pa profesionalni zbori, ki pa 30 let so poslabši od 15? Ja, seveda. A ni to malo presenetljivo? Ja, veste kaj, tudi ti profesionalni zbori, eni niso slabši, ne? Eni so zelo dobri, ampak je pa res, da če se profesionalno nekdo z nečem ukvarja, ali pa samo 3-4 leta, je razlika, ne? Je razlika, ker tu se ukvarja tist, ki hoče, ne? Tam pa tist, ki ima veselje do posluha dosti krat, ne? In to je večkrat je ta problem, ne? Ok, in slišite tudi, da gre za sodobnejšo kompozicijo, ne? Ok, nemški zbor, Arnold Schönberg, zopet neka klasična oblika profesionalnega zbora, ženske, moški, seveda že ime vam pove več ali manj s čim se ukvarjajo, ne? Prihajajo z Dunaja, ustanovljeni leta 1972, Erwin Ortner je jih naredil. Združuje pevce in pevke, ki se združujejo na Dunajski univerzi za glasbo, zboru, ampak tudi zunanje. Ne? Zboru so dirigirali znani dirigenti, kot so Muti, Abado pa Mazen. Seveda, to niso njihovi dirigenti, ne? To so dirigenti, ki so jih recimo na koncertih imeli. Ne? Repertoar obsega skladbe skoraj vseh obdobij s poudarkom na delih seveda Arnolda Schönberga. So dobitniki mnogih oblikovanj in nagrad, predvsem v Evropi, teh zborovskih, no, in rad bi vam predstavil, recimo, kako oni izvajajo Orfa. To je pa tudi množični zbor, zato da pravzaprav dobimo ta občutek mnogih močnih glasov. Florissants so zbor, ki ima ob sebi vedno en orkestrček, seveda in z njimi izvajajo glasbo. Gre za francosko baročno inštrumentalno vokalno skupino, baročno, to spravi tudi baročen francoski barok izvajajo. William Christie jih je leta 1979 ustanovil. Ob sebi imajo vedno majhen komorni ansambl za spremljavo in njihova posebnost so izvedbe baročnih oper. Oni pa baročne opere izvajajo, zato imajo svoj ansambl. To spravi, oni niso samo pevci in pevke, ampak so tudi igralci in igralke. Oni na odru nastopajo. To spravi, oni baročne opere predstavljajo. Oni so zbor, ne, kot zbor, hkrati pa igralci in igralke na odru. Posneli preko 60 del in izdali več kot 30 samostojnih albumov. No, našel sem en njihov posnetek, ene baročne opere. Kakorkoli, tudi če nam, ne vem, prav posebno to ni všeč, ampak to je pa za ohranjanje neke glasbene tradicije, pa sila pomembna. Tako imenovan zbor, komorni zbor Rias, ne, odkot beseda, so Berlinčani, ustanovljeni leta 1948, Rias pa pomeni Rundfunk in amerikaničen sektor. To se pravi, oddajanje iz ameriškega sektorja je bilo to leta 1948 in od Rias, ne, tam je bil zbor.
Ok, snemajo, izvajajo predvsem dela nemškega baroka in romantike, če oni Francoze, te Nemce, izdajajo plošče, nastopajo po vsem svetu, dobitniki velikih nagrad in priznanj na področju širjenja nemške vokalne glasbe, kamor seveda sodi gospod njihov Bach. In evo, kako Rias predstavi Bacha. In seveda na tem področju so več ali manj izjemni. Fagiolini ali fižolčki, vsi bi pričakoval, da so Italijani, ampak je pa zanimivo, da so se to ime nadeli. Gre pa za, se vidite, mlade, zabavne ljudi, so pa Britanci, ki pa so specializirani za najzgodnejšo in najnovejšo vokalno glasbeno literaturo, to zvoj posegajo tam 14. 15. stoletje in v 22. stoletje, če hočete, vmes jih kaj dosti ne zanima. Leta 2011 so dobili nagrado za najboljši posnetek za 40-glasno mašo firenškega komponista Francesco I. del Medici. Ustanovljeni so bili v Oxfordu leta 1986, posneli pa več kot 15 albumov, pogledajte, v tem kratkem času in več kot 300 samostojnih koncertov imeli. To so res, ker jih je tudi tako malo, ampak pogledajte jih kakole, so nekaj posebnega, so, to je, ja. Ok. Tadam. Tadam. To je zbor, ki ga zagotovo vsi poznamo. Ja, med drugim tudi so bili veliki znani ljudje, tudi ki so v njem peli, med drugim tudi Schubert je v njem pel in tako dalje. Ja, tudi, hočem reči, oni niso samo pevski zbor, oni so prav inštitucija, ki počne neke stvari, ok, ampak ustanovljeni so bili 30. junija leta 1498, ampak ustanovil je bil Jurij Slatkonja, je bil njihov prvi dirigent. Ja, Jurij Slatkonja, tak, mislim, da vemo, da je tudi od tukaj nekaj prišlo do dunajskih dečkov, rojen v Ljubljani leta 1456 in bil je tedaj kardinal na Dunaju. On je bil kardinal in jih je seveda zato on lahko prevzel in bil je tudi glasbenik. Cesar Maksimilijan ga je imenoval pravzaprav za vodjo kardinala tega zborčka. Praktično ni večjega glasbenega projekta v Avstriji in v Evropi, kjer ne bi nastopali. Snemali in izvajali vsakršno glasbo, leta 4 je bil ustanovljen tudi Wiener Mädchenchor, spravi dekliški zbor, ni samo fantovski, ampak dekliški zbor, ki se včasih tudi povezuje s pojočimi dečki, oni tudi zdaj že skupaj delajo koncerte, ampak saj veste, Dunajska filharmonija je imela problem, če so ženske začele not igrati, ker je to moški ferajn, in tako hočejo tudi razumeti, da je pač ta Sängerknaben je fantovski ferajn, ampak vzporedno so pa dovolili še pač Mädchenchor narediti oziroma dekliški zbor, ampak saj, važno je, da so pa fenomen, tudi v načinu petja in tudi način petja, kako se otroke uči pet, je res nekaj posebnega. Evo, izjemna tehnika petja, izjemni glasovi, mislim, klobuk dol, kar je meni osebno všeč, mi je všeč, ker se ukvarjajo pravzaprav z otroki, ki jim položijo glasbo v življenje njihovo. Enkrat sem brala, da teli Dunajski, da živijo prav v internatu. Je vse. Celo šolo. Tako, ja. Je temu posvečeno, temu je to posvečeno, seveda. Drugače ne dobite, veste, če imate vi 2-krat na mesec vaje, ne dobite vi take kvalitete ven. No, odgovor na njih je pravzaprav zbor Westminsterske opatije, so pa tudi fantki, dečki, ki pa za razliko od dunajskih dečkov izvajajo več ali manj samo glasbo za bogoslužja. Gre za najstarejši dečki zborov na britanskem, če tiste avstrijske, to britanske, ustanovljeni leta 1560. Sprej tudi vidite, da imajo kar dolgo tradicijo. V glasbeno zborovsko šolo so ga pomenovali pa leta 1915. Sprej prej so bili samo zbor, to so pa ratali celo šola. Vodili so ga znani komponisti, njihov repertoar je večinoma namenjen izvajanju liturgičnih skladb, vezanih na cerkveno obredje ali zgodovino vokalne liturgije.
Spravi, oni dejansko pa samo ta liturgični del izvajajo. Ne? Oni nimajo koncertov, nastopov, da bi peli tako dunajski dečki okrog, pa, ne? Oni znotraj liturgije, ampak ravno tako fenomen Westminster's Abbey so ravno tako nekaj posebnega. No? Dobro, no, in za en tak občutek. Ne? No, gremo malo domov. Eden večjih slovenskih profesionalnih zborov, ki je pravzaprav zagotovo nekaj posebnega, je Carmina Slovenica. Verjetno ste slišali že za njih, ne? To je pa dekliško-ženski zbor, bi lahko rekli. Ne? Je danes inštitucija tudi. Ne? Oni niso samo zbor, začeli so kot zbor, ampak so danes že inštitucija, za seboj imajo številne svetovne koncerte in turneje, posnetih 19 samostojnih albumov, 3 DVD-je in številne koncerte. Oni so pravzaprav cel svet že priromali. Ne? So dobitniki mnogih mednarodnih priznanih nagrad, vodi jih ustanoviteljica Carmina Šilec. Za zbor so pa značilni seveda tudi odrski nastopi, kar pa že pravzaprav meji na tako imenovano vokalno glasbeno gledališče. Oni niso več samo zbor, ki bi se lepo oblekli, pa prišli na oder, pa vam prepevali nekaj, ne? Ampak imajo povezavo tudi z gibom, z nekimi gledališkimi elementi, z neko zgodbo, skratka, in delajo konceptualne koncerte. Ne? Ampak so pa nekaj posebnega zaradi tega, ker hkrati imajo tudi pevsko šolo. Oni začnejo kot otroški mladinski zbor, ki potem preraste v ženski zbor. Je pa res, da so ravno obratno od Abbey in dunajskih dečkov, noter ni notni fantov, same punce, pa še dirigentka. Tako da, hočem reči, neka protiutež tistemu, kar sem nazaj hotel pokazati, te moške šovinistične zadeve, se prelevijo pravzaprav v nek tak odgovor fenomenalnega zbora z nekim strašno zanimivim repertoarjem. Pokazal bi vam pa njihov promocijski video, ker mislim, da je na njem razne stvari vidite. Vse to predstavljajo, bi lahko rekli, današnja sodobna zborovska glasba. In oni se ukvarjajo tako z ljudsko glasbo, kot ste videli na svoj način, do eksperimentalne glasbe, do, skratka, popularne glasbe in tako dalje. V Sloveniji obstaja še en tak zanimiv zbor. Še en tak zanimiv zbor, ki ima seveda strašno zanimiv repertoar, ki pa ne poje, to spravi, ne izvaja, rečemo, tega starejšega repertoarja, klasičnega, klasicističnega, ampak bolj sodobni repertoar. To je pa zbor, ki se enak načist v jazz popularne vode. Najbolj znana pop slovenska mešana glasbena zasedba, oni so pa mešana, postala znana leta 2009 svojo izvedbo skladbe Afrika. Skupina je bila ustanovljena pa leta 1983, spravi, nekaj časa je trajalo. Najprej komorni zbor Gaudeamus, Marko Tiran ga je imel, Gaudeamus. To je bil zbor Gaudeamus, kjer so peli seveda kot Gaudeamus vse tiste klasične zadeve. Kasneje so se preusmerili v izvajanje popularne glasbe pri Tomažu Kozlevčarju. Tomaž je bil moj sošolc na akademiji tudi. Danes jih vodi Peter Carlson. Izdali so 10 albumov, za seboj pa imajo številne koncerte doma in pravzaprav po celem svetu. Oni so res posneli tudi za tuje glasbene založbe, za tuje radijske postaje, zadeve in tako dalje. Zdaj, v Sloveniji, kar je meni posebej všeč, obstajajo tudi pevski glasbeni nastopi oziroma tekmovanja in festivali. Poznate kaj tega? Naša pesem? Slišali? Primorska poje? To so srečanja vokalnih glasbenih skupin, kjer lahko slišite izjemno zanimive stvari in kar je meni osebej, naša pesem ste slišali sigurno za zborovska tekmovanja, kar mi je posebej drago je to, da se dosti krat pišejo tudi nova glasbena dela za takšne tekmovanja in se s tem tudi spodbuja pravzaprav sodobno vokalno glasbo. No, še kako je izgledalo leta 2009 tole. Mislim, da ima zdaj tale njihov posnetek, Afrika ima že več kot 20 milijonov ogledov. Ja, in že tako je prvi ogledi, zato so postali znani, mislim, da je milijon ogledov prišel v nekaj dneh. In to je tisto, kar je ta zbor naredilo pravzaprav fenomen. So nekaj posebnega, ne? Ja, neverjetno. Zdaj sem videl, da še imam še celo 3 minute časa, pa bi vam pokazal še eno njihovo stvar.
Oni se ukvarjajo, to se pravi, oni predelujejo skladbe, ne, in jih predelajo v svoj vokal. Ne vem, če poznate njihov medley na Avsenikova. Poznate? Ja, se mislim, da je na Avsenikova to prva, da sem se to je nekaj posebnega, seveda, tudi na slovenskem zborovskem področju. 21.12. je naše naslednje srečanje. Jaz vam želim dober skok v december, pa se vidimo še pred Božičem. Hvala vam za danes.